tudi to, zdaj ste že slišali, da smo vključili moji današnji gostje, naši gostje so po vrsti primarij Matija Cevc, predsednik Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije, sicer pa zdravnik iz kliničnega centra, kliničnega oddelka za žilne bolezni. Potem docent dr. Andrej Škobrne, Slovensko nefrološko društvo, sicer pa iz kliničnega oddelka za nefrologijo UKC Ljubljana. Potem profesor dr. Marija Petek Šter, specialistka družinske medicine iz katedre za družinsko medicino Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in pa Dragica Mlinšek iz Zveze društev ledvičnih bolnikov Slovenije. Lep pozdrav vsem 4 govorcem. Zdaj pa predlagam, da kar gremo na naše delo in sicer besedo dobiva primarij Matija Cevc. Hvala lepa za besedo in za možnost, da ob tem pomembnem dnevu nekaj povem. Gre namreč za to, da kronične ledvične bolezni niso redke bolezni. Na svetu jih je skoraj 800 milijonov ljudi, ki imajo to bolezen in je 9. najpogostejši vzrok za smrt. Tako povzroči tam okrog 1,5 milijona smrti letno ta bolezen. Ampak dodatno pomeni pa da tej bolezni še to, da je izredno povezana tudi s srčno-žilnimi boleznimi in je pravzaprav odgovorna za približno 11% vseh srčno-žilnih smrti po svetu. To pomeni, da bolezen ledvic ali kronična ledvična bolezen ni samo ledvična bolezen, je tudi srčno-žilni problem in težava je v tem, da neredko ta del srčno-žilne bolezni prepoznamo prepozno. Dejstvo je namreč, da v Sloveniji so srčno-žilne bolezni še zmeraj vodilni vzrok smrti, povzročili kar 36% vseh smrti in od tega 15% prezgodnjih smrti, to je tistih pred 65 letom starosti. To velja za leto 2024, to so pač najnovejši podatki. Skratka, srčno-žilne bolezni so še vedno izredno velik problem. Po drugi strani pa isti dejavniki tveganja, ki pospešujejo srčno-žilne bolezni, povzročajo tudi ledvične bolezni. To je zlasti visok krvni tlak, sladkorna bolezen, kajenje, teža in tako naprej. Tako da pravzaprav tudi tukaj vidimo, da je neposredna povezava med srcem in ledvicami preko teh dejavnikov tveganja. In ker so te dejavniki tveganja v Sloveniji zelo pogosti, ne preseneča, da je tudi v Sloveniji bolnikov z kronično ledvično boleznijo v principu zelo veliko. Zanimiva je ena analiza, pri kateri je tudi profesor Šterova sodelovala izpred parih let, da ima kronično ledvično bolezen med tistimi, ki so obravnavani v družinski ambulanti, kar 23% ima kronično ledvično bolezen. Ampak druga zanimivost je pa to, da samo pri 13% od teh med temi bolniki je bilo pa tudi to zabeleženo, da imajo kronično ledvično bolezen. Skratka, gre za to, da se tega tihega ubijalca, enega od mnogih, pravzaprav zanemarja oziroma na njega ne pomislimo dosti pogosto. Naslednje dejstvo je, da ledvice in srce sta partnerska organa. Ko začne pešati en, se to pozna tudi na drugem. Ko začne pešati srce, se slej ko prej to pozna tudi na ledvicah in podobno. Ko začnejo ledvice pešati, slej ko prej pride tudi do težav s srcem in se drastično tudi pri teh bolnikih poveča tveganje za koronarno bolezen, možgansko kap, srčno popuščanje, naglo smrt in tako naprej. Tako da to je tisto, kar moramo pomisliti, zlasti pri tistih, ki so pravzaprav že a priori bolj ogroženi zaradi teh dejavnikov tveganja. In pri ledvičnih bolnikih je zelo pomembno, da še en dejavnik, to so toksini, ker ledvice ne delujejo tako, kot bi mogle, se te
strupene snovi iz našega telesa ne odstranjujejo tako, kot bi se morale in tako učinkovito in pravzaprav uničujejo naš žilni sistem. Ključno je, da se kronično ledvično bolezen odkrije čim prej. Zato, ker če jo odkrijemo pravočasno, lahko v principu z ustreznim ukrepanjem preprečimo njeno napredovanje ali pa celo, če te prav čas vidimo, jo sploh preprečimo, da do nje sploh ne pridemo. Skratka, če bi mi dejavnike tveganja na minimum spravili, bi pri marsikomu preprečili, da bi prišlo do kronične ledvične bolezni in posledično potem tudi do srčno-žilnih zapletov. Danes imamo na voljo številna zdravila, tako za ledvične bolezni, kot tudi za srčno-žilne bolezni. Ampak tukaj je še kot se lepo slovensko reče, hakeljc. Bolj, ko je napredovala ledvična bolezen, bolj smo omejeni pri uporabi nekaterih zdravil, zaradi tega, ker jih moramo prilagajati odmerjanje ledvičnih funkcij. Skratka, tudi to govori v prid tega, da moramo pravočasno ledvično bolezen prepoznati, zaradi tega, ker bomo lahko z ustreznimi zdravili v optimalnih odmerkih zdravili tudi vse ostale stvari, ki jih taka oseba ima. In tisto, kar bi radi danes povedali, da če pri bolnikih z srčno-žilnimi boleznimi pravimo, da vsak srčni utrip je pomemben, enako velja tudi, kar se tiče ledvičnih bolezni oziroma ledvic delovanja. Vsaka oslabitev delovanja ledvic jo moramo obravnavati z vso skrbnostjo, ker bomo na ta način pravzaprav preprečili številne zaplete in ne nazadnje izboljšali kvaliteto življenja tem ljudem, ki imajo take težave. Hvala lepa. Hvala lepa. Primarij Cevc in besedo dobiva docent dr. Andrej Škobrne, ki sem ga že prej predstavil. Izvolite, mikrofon bi prosil. Ja, mikrofon sem prižgal. Najprej hvala primarij Cevcu, ker je v bistvu že zelo dobro pojasnil, zakaj je dobro, da smo tu danes in da se pogovorimo o ledvičnih boleznih. Jaz bom mogoče poskušal to zadevo osvetliti še na malo drugačen način. Skratka, kot ste slišali, ledvične bolezni so velik problem. Velik problem so iz dveh glavnih vzrokov. Eden je ta, da jih je zelo veliko, ko ste že slišali odstotke, 10%, 13%, 23%. Skratka, mi ocenjujemo, da v Sloveniji, če gledamo celo populacijo, ne samo te, ki pridejo k zdravniku, je verjetno to okrog 13%, kar je ogromno. In druga stvar je ta, da te ledvične bolezni povzročajo zelo kakšnih značilnih težav, da bi človek pomislil, da je kaj narobe z ledvicami, zato večina ljudi v bistvu ne ve, da ima težave z ledvicami in edini način, da jih prepoznamo, je, da jih aktivno iščemo. Torej, da jih aktivno testiramo in na srečo imamo izjemno dobro sodelovanje z našimi kolegicami in kolegi iz družinske medicine in skupaj ustvarjamo en ta presejalni program aktivnega iskanja v bistvu ledvičnih bolnikov, kajti tako kot je primarij Cevc že rekel, zdravljenje je bistveno bolj učinkovito in bolj uspešno, kadar se začne zgodaj. Vse to nasplošno velja za vse pravzaprav bolezni v medicini, tako da to niti ni neko presenečenje. Zdaj, zdi se mi tudi koristno razložiti malo, zakaj so ledvične bolezni tako velika težava za osebo, ki jo ima, na ta način, da pojasnim, da pravzaprav tisto, kar se dogaja, ko so ledvice obolele, je pravzaprav ena pospešitev staranja telesa. Danes se to vedno bolj ve, se tudi vejo mehanizmi, kako do tega pride, tako da kronično ledvično bolezen si moramo predstavljati kot stanje pospešenega staranja. In seveda slabše, ko ledvice delujejo, bolj je to staranje pospešeno in jasno zaradi tega pride prej in bolj pogosto do kroničnih bolezni, ki jih povezujemo s staranjem, torej do srčnega opuščanja, do srčnega infarkta, do možganske kapi in seveda pričakovana življenjska doba se drastično skrajša. To je treba vedeti, tako da večinoma, ko ljudje pomislijo na ledvične bolezni, se najprej ustrašijo dialize, ampak to je v resnici precej redek zaplet, če tako rečem. Skratka, do dialize
do končne ledvične odpovedi pride zgolj 1% bolnikov s kronično ledvično boleznijo, ostali ne doživijo te usode, ampak mnogokrat tudi zato ne, ker enostavno prej zbolijo za vsemi temi drugimi boleznimi in prej nažalost umrejo. Razlika v preživetju je najbolj dramatična predvsem pri mladih ljudeh. Tudi to je en razlog za zgodnje zdravljenje, torej odkrivanje, ko je človek še mlad. Namreč, če ti zboliš za ledvično boleznijo, ko si star 85 let, recimo, da vzamem en ekstrem, potem seveda to več ne bo drastično skrajšalo življenjske dobe ali drastično spremenilo, verjetno jo bo, ampak ne zelo. Če pa ti priješ na dializo, ko si star 20 let, se ti lahko pa pričakovana življenjska doba skrajša tudi za 30 let in več. Zdaj, seveda, srečo imamo, da živimo v tem času, kjer medicina res skokovito dosega nove mejnike zdravljenja in v bistvu že v naslednjih 10 letih bo mnogo od tega drugače in verjetno bojo takrat te podatki boljši, ampak zaenkrat je to situacija, v kateri smo. Lahko se še vprašamo, zakaj imajo ledvice tako močen vpliv na celo telo. Pravzaprav razlog je, da celice, ki so sestavni deli našega telesa, potrebujejo eno zelo predvidljivo okolje, da lahko delujejo. Obdani mora biti s tekočino, ki mora biti zelo dobro, natančno in stabilno določena, ravno prav soli, ravno prav kalija, ravno prav kislin in tako naprej. In zato niti ni presenetljivo, da se je življenje začelo v morju. Morje je ena od takih tekočin, ki ima precej stabilno sestavo, kar se tiče elektrolitov, kislin, baz in tako naprej. In da je življenje lahko prišlo na kopno, smo mogli vzeti morje s sabo. Tako da v bistvu naše celice plavajo notri v eni tekočini, ki je precej podobna morju in glavna naloga ledvice je ravno vzdrževanje te tekočine takšne, kot mora biti, in seveda potem, ko so ledvice bolne, ta tekočina ni več takšna, kot mora biti, in trpijo v bistvu vse celice in s tem vsa tkiva in organi, in se pozna to na različnih koncih. Tako da zdaj v tej dobi, ki imamo vedno več zdravil za ledvične bolezni, je seveda še bolj pomembno, da najdemo ljudi čim prej, zato so te akcije, kot je Svetovni dan ledvic, ki je letos že 20. zapored, zelo pomembne, da ljudi opozorimo, predvsem to, da naj se odzovejo na preventivne preglede, ko so pozvani k temu, ko so povabljeni. To je daleč najboljša investicija v zdravje, ki ga lahko katerikoli državljan ali državljanka v Sloveniji naredi. Pa še investicija je zgrešena beseda, ker pravzaprav nič ne plačaš, ker je v bistvu to državni program in imamo srečo, da ga imamo. Tako da toliko iz moje strani. Rad bi se zahvalil vsem novinarjem, ki se danes udeležujete te tiskovne konference. Vem, da smo zdaj v obdobju, ki so druge novice, vemo, katere, ki predominirajo, tako da smo vam res hvaležni, da ste si vzeli čas tudi za nas in za to nadvse pomembno temo. Tako da hvala vsem. Hvala lepa, doktor Škoberne. Mi gremo naprej in zdaj dobiva besedo profesorica dr. Marija Petek Šter iz Medicinske fakultete, predstavnica družinske medicine. Izvolite. Ja, najlepša hvala za povabilo na tem pomembnem dogodku. Tudi jaz se strinjam, da je kronična ledvična bolezen nekaj, kar smo v zadnjih letih nekako spoznali. Nekako je bil to mogoče en sirotek, s katerim se mogoče v preteklosti nismo posebej ukvarjali v družinski medicini, ampak zdaj so se stvari bistveno spremenile. Namreč kronična ledvična bolezen predstavlja pomemben javnozdravstveni problem. Pogosta je, tukaj smo že navedli številke, vsaj 10% odrasle populacije ima kronično ledvično bolezen, žal pa v 90% osebe, ki imajo kronično ledvično bolezen, zato niti ne vedo. In ne preseneča tudi podatek, da smo tudi v naših ambulantah le za malo številne bolnike, ki imajo v resnici potrjeno diagnozo, to zavedli tudi v našo dokumentacijo. Kasneje bom poudarila, da smo tukaj naredili pomembne korake, ki bodo ta dejstva močno spremenili. Zdaj o tem, da
govorimo o izidih, o bolezni, ki pomembno prispeva k obolevnosti in oborljivosti, smo že slišali. Predvsem osebe obolevajo s srčno-žilnimi boleznimi in umirajo zaradi srčno-žilnih zapletov, kar pomembno skrajšuje življenje. Seveda tudi zdravljenje končne odpovedi ledvic je predvsem zelo drago, k sreči le manjši delež bolnikov z kronično ledvično boleznijo pristane na dializnem zdravljenju. Zdaj, bolezen pomembno vpliva tudi na kakovost življenja. Zdaj, ne glede na stopnjo kronične ledvične bolezni, bolniki imajo slabšo kakovost življenja, tudi če gledamo osebe, ki niso na dializnem zdravljenju. Zelo pomembno sporočilo pa je, da sta diagnostika in pa zdravljenje saj začetnih oblik kronične ledvične bolezni enostavni in relativno zelo učinkoviti. Tako da tukaj nastopi družinska medicina kot stroka, ki nekako v tem kliničnem pogledu zna dobro obravnavati velike javnozdravstvene probleme. Tukaj pač frekvenca pojavljanja je takšna, da samo specialistični nivo ne more prepoznati in pa obravnavati vseh bolnikov, ki imajo zgodne oblike bolezni in kjer lahko z relativno preprostimi ukrepi nadzora dejavnikov tveganja, z zdravim življenjskim slogom in ustreznimi zdravili preprečimo oziroma upočasnimo napredovanje bolezni in s tem preprečujemo zaplete, predvsem v smislu srčno-žilnih zapletov. Zdaj, glede na to, da so dejavniki tveganja znani, arterijska hipertenzija, sladkorna bolezen, bolezni srca in ožilja, debelost, družinska obremenjenost s kronično ledvično boleznijo, ponavljajoči se ledvični kamni in nekateri drugi dejavniki tveganja, ki jih relativno enostavno prepoznamo, smo oblikovali tudi protokol oziroma najprej algoritem in potem pač protokol za obravnavo populacije v naših ambulantah z namenom presejanja na kronično ledvično bolezen. Kot ste že slišali, zdaj v 90% osebe nimajo simptomov oziroma se te pojavijo tako kasno, da je bolezen že v napredovali obliki. Zdaj, presejanje za kronično ledvično bolezen je nekako predvideno za osebe, ki so stare 40 let in več. Namreč to je populacija, ki jo bomo zdaj v prihodnje zajeli v ambulantah družinske medicine v naših preventivnih programih. Zdaj se ta meja premika iz 30. na 40. leto, torej zajeli bomo osebe, ki so stare 40 let in imajo enega od naštetih dejavnikov tveganja za kronično ledvično bolezen. In s presejalnima testoma, tako ki sta ocenjena glomerularna filtracija, krvna preiskava, in pa pregled urina, kjer bomo predvsem iskali albumine v urinu, najmanjše proteine, ki jih glomerularna membrana propušča, kolikor je ta poškodovana, in s tem nekako prepoznali tiste, ki rabijo dodatno usmerjeno obravnavo poleg nadzora dejavnikov tveganja in s tem seveda, če smo zgodni, tukaj lahko res dobro sledimo zastavljenim ciljem, ki sem jih že omenila, seveda predvsem v smislu srčno-žilne ogroženosti, ledvične ogroženosti, in pa seveda zelo pomemben vidik je tudi ugotavljanje albuminurija. Albuminurija je sama po sebi dejavnik, ki napoveduje večje srčno-žilne tveganje, imamo pa danes, kot rečeno, odlična zdravila, ki nam tukaj pomagajo obvladovati situacijo tudi v smislu upočasnjenega napredovanja in zmanjševanja albuminurije. Zdaj, protokol smo že v pilotnem testiranju preverili, tako da trenutno poteka tudi projekt Ustavimo kronično ledvično bolezen, ki bo nekako na 15 ambulantah družinske medicine še dodatno pretestiral izvedljivost samega protokola in v naslednjem koraku računamo, da bo
ta protokol implementiran v izvajanje v ambulantah družinske medicine in nekako bo dopolnil te preventivne preglede oziroma aktivnosti, ki jih izvajajo najprej naše diplomirane medicinske sestre, tako imenovane referenčne sestre, in pa v nadaljevanju tudi zdravniki družinske medicine. Tako da mislim, da je to pomemben prispevek in napredek k tako prepoznavi in pa obravnavi bolnikov z kronično ledvično boleznijo. Namreč z literature je znano, ko enkrat postaviš diagnozo kronične ledvične bolezni, je pristop bistveno bolj resen, tako na strani zdravnika, ki se zave, da bolnik rabi ustrezno zdravljenje in spremljanje, kot tudi bolnika, ki nekako se zave, da je potrebno sami bolezni tako prilagoditi, tako življenjski slog, kot sprejme potrebo po določenem medikamentoznem zdravljenju. Tako da jaz sem zelo vesela, da nekako je to odlično sodelovanje z nefrologi in pa tudi z medicinskimi sestrami privedlo do tega, da smo skoraj pred tem, da aktivno začnemo presajati na kronično ledvično bolezen v ambulantah družinske medicine. Hvala lepa. To je, bi rekel, za nas paciente, bolnike, res lepa novica. Obetavna, in zdaj ima besedo še gospa Dragica Mlinšek, ki je predsednica Zveze društev ledvičnih bolnikov Slovenije. Izvolite. Ja, lepo pozdravljeni, hvala za besedo. Ko osebi začne odpovedovati ledvice, začne doživljati veliko stisko in pa seveda stresno spremembo v življenju. Nekateri bolniki zaradi narave bolezni ne morejo več hoditi v službo, pa predvsem zaradi zdravljenja, kadar začnejo z dializo, in so zgodaj umaknjeni z delovnega okolja. S tem pa tudi potisnjeni bolj na rob družbe. Težko je tudi bolnikom, ki zbolijo mladi, se jim zdravljenje otežuje šolanje, mladi bolniki pa tudi težje najdejo zaposlitev. Čeprav se je zelo težko soočiti s takim izzivom, kot je odpoved ledvice, pa vendarle oseba spozna potem s časom, z zdravljenjem, da se življenje s tem ni končalo, ampak le malo upočasnilo. Zato je pomembno tudi, da se pridružijo aktivnostim v regionalnih društvih ledvičnih bolnikov. Regionalna društva ledvičnih bolnikov se združujejo v Zvezo društev ledvičnih bolnikov, ki je humanitarna, neprofitna in pa nepolitična organizacija, ki temelji na prostovoljnem delu članov. Trenutno imamo v zvezi 11 regionalnih društev iz cele Slovenije in preko 1300 članov. Naši člani so ledvični bolniki, njihovi svojci in zdravstveni delavci in pa drugi, ki simpatizirajo z tovrstnimi bolniki. Zveza deluje že 47 let, že neprekinjeno od leta 1989 in je ena najstarejših zvez. Naše delovanje je fokusirano na izobraževanje bolnikov, na psihosocialni pomoči in pa seveda na fizični, torej športni pomoči bolnikom. Prizadevamo si tudi, da bi javnost seznanimo z vsemi potrebami ledvičnih bolnikov, sodelujemo pri snovanju politik, ki na nivoju države, ki se tičejo življenja tovrstnih bolnikov. Potem sodelujemo tudi, ozaveščamo javnost in zvabili na presejalne teste. Za komunikacijo med bolniki izdajamo glasilo Ledvica, ki izhaja 3-krat letno, kjer bolnikom
povemo, kaj se v različnih dializnih centrih ali pa v različnih društvih po Sloveniji dogaja, objavljamo, kakšne skupne dogodke imamo, kaj se je na dogodkih dogajalo in pa seveda tudi, če imamo novosti, strokovne članke objavljamo, kjer so novosti z področja zdravljenja tudi napisane strani strokovnjakov. Potem imamo svojo spletno stran www.zdlbs.si in pa sodelujemo tudi z drugimi društvi, podobnimi v Sloveniji in pa v tujini. S tem našim delovanjem bolnikom in našim članom omogočamo, da dobijo potrebno znanje za spopadanje z boleznijo, da se primerno socializirajo in da jim izmenjujejo izkušnje med seboj. S tem, kar pa tudi vodi potem, da so bolniki imajo v pozitivno vzdušje med bolniki in tudi med zdravljenjem, potem pa tudi v to, da v zavedanje, da lahko kljub bolezni bolniki in ljudje živijo v mejah normale in se tudi aktivno lahko vključujejo v svoje okolje. Letos imamo že program 4 strokovnih srečanj, vsake 3 mesece, potem športna srečanja, organiziramo pa tudi počitnice, počitniško dializo, se pravi bolniki, ki so preko leta omejeni na 3-krat tedensko zdravljenje v določenem dializnem centru, imajo možnost, da se enkrat na leto grejo v kraj skupaj z drugimi bolniki, kjer je blizu dializa in se družijo. Hvala lepa, gospa Dragica. S tem smo končali naše uvodne misli. Jaz bi k temu le dodal samo to, da mi v različnih društvih, tudi v Društvu za zdravje srca in verjamem tudi pri vas, pozivamo ljudi, da se vključijo v taka preventivna društva, društva bolnikov, ker je neštetokrat dokazano, da ljudje, ki so člani takih društev, bolj skrbijo za svoje zdravje in na drugi strani od teh društev, od sobolnikov, če tako rečem, veliko lahko pridobijo in si s tem olajšajo življenje. Zdaj pa smo tako že obljubljali, da bomo predali mikrofon našim poslušalcem, poslušalkam. Mikrofon je vaš. Nekaj je vprašanj že prišlo na društvo, tako kot je to že kar v navadi od nekateri. Tako da bi jaz mogoče vsaj eno za začetek, da prebijamo prebral to eno od vprašanj, zakaj je povišan krvni tlak tako močan skupni dejavnik za bolezni srca in ledvic, sprašuje nekdo. Zdaj jaz bi prosil, da se nekako govorci med sabo dogovorite, kdo bo na tako vprašanje odgovoril. Sicer moram jaz določiti. Doktor Škobernej, izvolite. Jaz sem samo vklopil mikrofon, nič drugega. No, dobro. Glejte, povišan krvni tlak pomeni, da je v aorti visok pritisk, ki se upira temu, da bi kri prišla v aorto. Se pravi, visok pritisk pomeni pomemben upor in seveda za srce, ki skuša premagati ta upor, je to napor. Ledvice so pa pravzaprav zelo blizu srca, če pogledamo po aorti navzdol, pridemo hitro do ledvic in visok pritisk enostavno pritiska žile v ledvicah in te enostavno potem čez čas trpijo ob teh
bom rekel, vztrajnih napadih pritiska na njih. Vse skupaj postane še slabše, ko aorta zboli, to tudi se ne pogovarjamo velikrat, da je tudi aorta en organ, ki se drugače lepo, bom rekel, utripa skupaj s srcem, mu malo pomaga, pa ko aorta postane trda kot beton, pa ta pritisk še bolj potuje naprej in v bistvu lahko metaforično rečemo, da z vsakim srčnim utripom ledvica dobi svojo porcijo. Tako da ni čudno, da se to dvoje dogaja in kot je rekel primarij cevc, te dva organa sta zelo povezana in ko gre enemu slabo, gre tudi drugemu slabo. Tako da kot da bi bila poročena na nek način. Ja, hvala lepa. Torej, da vas še enkrat spomnim, lahko se direktno vključite s vprašanjem, lahko ga napišete v chat, ga bomo prebrali in posredovali govorcem. Če sicer gremo naprej, nekaj je bilo že omenjenega, pa vendarle nekdo je postavil vprašanje, na kakšen način, zakaj so ledvice kazalec staranja organizma. Ja, to se navezuje na to, kar sem jaz rekel. V bistvu z staranjem seveda vsi organi pešajo. Če še niste preko 40, preko 50, mogoče tega ne čutite, potem pa boste. Tako da in tudi ledvica se stara in s tem poslabšuje. Ampak tisto, kar sem jaz želel poudariti, je, da če je ledvica bolna, potem so te procesi hitrejši. Ura ne teče za vse enako. Za nekatere teče počasi, za nekatere hitreje, za nekatere zelo hitro. In mi smo to že prej vedeli, zaradi tega, ker smo prišli v ambulanto ali pa v sobo bolniško, smo zagledali človeka pred sabo, smo si ustvarili takoj nek vtis, koliko je ta človek star, potem smo pa pogledali rojstni datum in smo rekli, kako to ni mogoče, se izgleda 15 let starejši. Tako da bom rekel, smo to že prej vedeli, zdaj so pa tudi konkretni mehanizmi jasni, da se to dogaja in se vidi to tudi na mrežnici. Oftalmologi imajo cel kup slik mrežnic in so ugotavljali, da lahko se določi tudi starost mrežnice, glede na to, kako izgleda, in ugotavljajo, da imajo naši bolniki starejšo mrežnico, kot bi jo sicer imeli glede na leta. Tako da ta proces je realnost in seveda nihče od nas se noče hitreje starati, prej zboleti, prej umreti. Tako da je enostavno razumeti, zakaj nočemo tega. Hvala. Mogoče bi jaz sam še nekaj dodal. Namreč gre za to, da mi vemo, da po 30. letu starosti začnejo vsi organi postopoma pešati. Če imaš pa visok tlak ali pa če imaš kronično ledvično bolezen z vsemi tistimi, kot smo že prej rekli, škodljivimi snovmi, ki se ne izločajo iz našega telesa, tako kot bi morali, to najeda naše žile. In potem rečemo, da so pri nekomu, ki ima 30 let, da so njegove žile stare, kot da ima že 40 let ali več. Postanejo bolj toge, ne širijo se tako in vse to ima za posledice tudi ledvice so polne žilc. In če se te žilce okvarijo, ima to seveda za posledice, da začnejo slabše delovati. Skratka, to se je zelo med seboj povezano in potem greš za eno stvar. Začne se z majhnim, potem se pa to kotali, kakšna snežna kepa. Iz majhne kepice, če nič ne naredimo, postane zmeraj večja. Če to kepo nastaviš že zelo zgodaj pri vrhu, ker se bo dol kotalila, bo cel plaz. In to se pozna v tem staranju. Tako da zaradi tega je tako pomembno, da se pravočasno odkrije in da se začne tudi pravočasno zdraviti. Ne samo ledvično bolezen, ampak tudi tisto, kar jo pospešuje, se pravi tlak, sladkorna bolezen, ta je smrt za ledvice po svoje, kajenje, mi vemo, da kajenje drastično spremeni na nek način, bom rekel, strukturo tistih sestavin v krvi, zlasti holesterol, da postane bistveno bolj škodljiv, kot je drugače. In tako naprej, in tako naprej. Skratka, cela kopica stvari se poslabša in z leti se to samo veča, če nič ne naredimo. Zaradi tega je tisto, kar vsi govorci danes rekli, zgodaj je treba to odkriti
in zlasti dejavnike tveganja, ki jih imamo, če jih imamo, je treba omejiti. Vemo, da na številne lahko zelo učinkovito vplivamo, naprimer na kajenje, malo težji pa na spol, pa na genetiko. Tam so pa malo bolj šloh. To. Hvala. Imam eno vprašanje, ki se nanaša na ledvične kamne. Baje jih ima mnogo ljudi. In kakšna so tveganja za srčno-žilne bolezni, če imamo ledvične kamne, in pa kako se obvarujemo ali kako ukrepamo, če te kamne že imamo. Ja, to je pa skoraj tako, kot da bi sam v sebi napisal vprašanje. Zdaj ste prišli na temo, ki mi je zelo pri srcu, ni edina, no. Ampak res je, osebe, ki imajo ledvične kamne, imajo večje tveganje za infarkt, srčni infarkt, možgansko kap in ne vemo še povsem zakaj. Dejstvo je, da imajo bolniki s sladkorno boleznijo več kamnov, da imajo bolniki s hipertenzijo več kamnov, da imajo bolniki z debelostjo in presnovnim sindromom več kamnov. Ampak tudi, če se vse te bolezni, za katere vemo, da škodujejo srcu in žilam, vzamejo za obzir, še vedno se kamni izkažejo kot nek dejavnik tveganja, kot mi temu rečemo. Tako da mi še raziskujemo, kaj se tukaj pravzaprav odvija. Drugače pa, kar se kamnov tiče, pri polovici bolnikov so ponavadi genetske ozadje, tista pri polovici pa kakšne pridobljene bolezni. In da ne bom šel v detalje, imamo na voljo veliko stvari, ki lahko pomagajo, predvsem pitje tekočin je pri kamnih res učinkovito, medtem ko pri drugih ledvičnih boleznih ni tako učinkovito ali pa se ne ve, da je tako dobro, da veliko pijete, za kamne pa definitivno, pri čemer seveda ne smete veliko piti sladkanih pijač, ker potem pa boste zabredli v drugo težavo, ne? Tako da voda, mineralna voda, ne sladkani čaj in tako, to je zakon. Super, hvala, tak plastičen odgovor, ki ga mi rabimo. V chatu preberemo novo vprašanje, koliko lahko redno jemanje različnih zdravil, 10 in več tablet vsak dan povzroči obolevnost ledvic. Je kontrola standardizirana in izvajana strani lečečih zdravnikov? Ja, nekako razumem, da je vprašanje meni namenjeno kot enemu izmed lečečih zdravnic. Ja, to, da so bolniki s kronično ledvično boleznijo multimorbidni, to pomeni, da imajo več različnih bolezni, ki običajno zahteva tudi kar nekaj zdravil. Zdaj, določena zdravila so namenjena prav temu, da bi zaščitili organe, nadzirali dejavnike tveganja. Recimo, če si vzamemo za primer bolnika s sladkorno boleznijo, potrebuje zdravila za zdravljenje sladkorne bolezni, med temi so tudi zdravila, ki delujejo zaščitno na ledvica, urediti je potrebno krvni tlak, potrebno je nadzirati krvne lipide, potem včasih je še kakšen visok kalij ali pa dodatno prisotna albuminurija, ki zahteva še dodatna zdravila, in tukaj se zdravila kar naberajo. Seveda so pa tukaj tudi določena zdravila, za katere vemo, da škodijo ledvicam oziroma zahtevajo prilagajanje odmerka, ko gre za obolela ledvica. Tako da nekako osebni zdravniki načeloma smo seznanjeni z zdravili, recimo vemo, da nesteroidni antirevmatiki, to so zdravila proti bolečinam tipa nalgesin, naklofen, brufen, ketonal ali kaj podobnega, škodijo ledvicam in teh zdravil ledvičnim bolnikom ne predpisujemo oziroma tudi odsvetujemo nakup teh zdravil v lekarnah, namreč to so zdravila, ki jih lahko tudi brez recepta dobite v lekarni, sicer v nižjih odmerkih, ampak ne glede na to, ta zdravila so ledvicam lahko škodljiva. Tako da jaz predlagam, da se v primeru jemanja velikega števila zdravil o možnosti škode za ledvica pogovorite z osebnim zdravnikom, ne pa a priori misliti, da veliko število zdravil, posebno če jih predpišemo z namenom prav zato, da zaščitimo organe, srce, ledvica, krvne žile,
da jih opustite, brez da bi se prej posvetovali z zdravnikom. Res pa je, da načeloma pri vsakem pregledu, posebno ko gre za večje število predpisanih zdravil, naredimo pregled zdravil in se vprašamo, ali so zdravila še primerna, ali je potrebno prilagoditi odmerek, ali je pa mogoče zdravilo tako, ki ni več potrebno in ga lahko brez škode ukinemo, oziroma gre za zdravilo, ki je lahko ledvicam škodljivo. Hvala lepa. Ja, a se lahko še jaz se opravičujem, da se seveda, spet izvolite. oglašam. Profesor Šterova je zelo lepo povzela in opozorila tudi na nesteroidne antireomatike, ampak ker je okrog zdravil toliko veliko različnih mitov, bi jaz samo še enkrat rad poudaril, absolutno ne drži, da če veliko zdravil jemlješ, da je to avtomatično slabo. Absolutno to ne drži. Lahko so težave predvsem v metabolizmih različnih zdravil, ki grejo skozi jetra, pa je potem enega zdravila preveč, premalo, ampak ta ideja, da so zdravila neka strašna kemija, bom rekel, je malo pretirana, kajti za moje pojme, po mojem vedenju, še vedno večina zdravil, ki jih uporabljamo, dejansko so substance iz narave, a ne iz lubja, drevesa, iz ene glive in tako naprej, a ne. In kar se tiče števila, enkrat sem šel gledati kot zanimivost, ker se o tem tudi pogovarjam z bolniki, recimo kava, skodelica kave znotraj vsebuje približno 1000 različnih kemičnih substanc, od katerih so tudi kakšne take, za katere vemo, da deluje na človeško telo, se zato tudi kavo pijemo. In seveda, ker zjutraj kavo piješ, se noben ne vpraša, a je to dobro, da smo 1000 različnih substanc v telo naenkrat vnesli. Tako da zdravila so močne molekule, lahko škodijo, mi moramo bolnike spremljati, če so težave, škoda, da zdravila naprej jemljajo bolniki, ampak pa je boljše, da dobijo alternativo, ker da sami nehajo. Tako da tukaj lahko sigurno še veliko skupaj naredimo. Tudi bi rekel državljankam in državljanom, ne se bati zdravniku reči, meni se zdi, da tole mi nekaj ne ustreza, če se po domače izrazim. Super, hvala lepa. Jaz upam, da je uporabnik, ki je postavil to vprašanje, zadovoljen. Nekaj se je zgodilo. Sandra, Je zadovoljen, je v redu, je to, ja. Super, hvala lepa. A vse v redu, je? Sandra, rabam malo pomoči, ampak bomo takoj odpravili tole. Imam še eno vprašanje. Aha. Ja, naslednje vprašanje je tudi že bilo obravnavano v uvodu, pa vendarle, ker ga je nekdo postavil, mislim, da je prav, da odgovorimo na njega. Kdaj smo upravičeni do presejalnega testiranja ledvic, ki je napovedano? Ali moramo imeti določene simptome, da nas družinski zdravnik napoti na to napovedano testiranje? Ja, hvala za vprašanje. Zdaj, smisel presejalnega programa je prav v tem, da najdemo ljudi, ki nimajo nobenih težav, pa imajo mogoče bolezen, Tako da tukaj gre za vabilo strani naše diplomirane medicinske sestre v referenčno ambulanto ali pa zdravnika tudi, zdaj malo odvisno od načina dela. In če ste stari 40 let ali več in imate vsaj enega od naštetih dejavnikov, ki so pa arterijska hipertenzija, sladkorna bolezen, debelost, družinska obremenjenost oziroma ponavljajoči se ledvični kamni, potem je a priori izvedeno testiranje za presejanjem na kronično ledvično bolezen. Tako da, če pa seveda vas to skrbi, pa tudi nikakor in ne pašete v to kategorijo, pa je še vedno možen, mi rečemo temu, oportunističen pristop, pa bomo tudi te teste izvedli, saj je najslabše, da živimo v dvomu in v strahu. Hvala. Zdaj, če sem jaz razumel, Še eno vprašanje je. Še eno vprašanje, ja. Nekoga zanima, ali je v primeru obstoja ledvičnih kamnov smislu jemati Rovatinex ali boljš dobiti za litotripsijo? Ja, zdaj vsi, ki ste zdravniki tukaj, veste, da je na to vprašanje nemogoče po internetu odgovoriti. Tudi ne morem se zdaj spuščati v posamezne terapije.
Lahko pa rečem, da poznam kolege urologe, z njim veliko sodelujem. Oni znajo operirati kamne, imajo na voljo vso tehnologijo, ki je potrebna. Na drugi strani pa mi nefrologi skušamo ugotoviti, zakaj kamni nastajajo in kako pomagati zdravili pa spremembam življenjskega sloga, da bo teh kamnov čim manj. Ne? Tako da najboljši odgovor bo dobil tisti, ki je vprašal pri zdravniku, ker je seveda vseeno potrebno malo več vedeti, kot samo to, kar je tu zapisano. Ja, če sem jaz pogledal vse dovolj dobro, smo s tem izčrpali vprašanja. Vprašam še enkrat, da tako rečem, zadnji klic, imate še možnosti? Prav dolgo se pa ne bomo gledali in čakali. Jaz mislim, da je bila ta konferenca zelo uspešna. Povedali so naši govorci veliko o boleznih ledvic, o povezavi z boleznimi srca oziroma tej vzročni povezavi in pa seveda tudi kar veliko praktičnih nasvetov za bolnike, kaj to pomeni. Zdaj jaz sprašujem govorce, ali imajo še kakšno zaključno misel. No, se upravičujem, ker sem spet jaz. Kar izvolite. Ampak sem bi rad bi izpostavil, da če koga še kaj zanima, naj si prosim gre pogledat na našo spletno stran svetovnidanledvic.org. Na zavihku o dogodku boste izvedeli več o letošnji temi, na zavihku o ledvičnih boleznih boste videli veliko materialov. Pri o dogodku so tudi napisane vse informacijske točke, ki bodo delovale v četrtek. Letos jih je kar 46 po različnih koncih v Sloveniji in bi se rad na tem mestu v imenu našega nefrološkega društva iskreno zahvalil vsem prostovoljcem, ki že leta tudi delujejo na tem dobrodelnem dnevu, da tako rečem, predvsem iz vseh društev ledvičnih bolnikov, ki se zelo zavzeto trudijo pomagati sotrpinom ali pa tistim, ki niti še ne vejo, da so mogoče sotrpini. Tukaj je veliko enih ur vloženih. Slovenci smo dobrodelen narod in očitno tudi na tem področju je to mogoče. Tako da iskrena hvala vsem zdravstvenim domovom, sestram, bolnikom, prostovoljcem, vsem, ki so v to vključeni. Hvala lepa. Hvala lepa. Jaz bi Jaz še bi Če primarni Cevc? Jaz bi samo še enkrat rad poudaril to, da je ta tiskovna konferenca namenjena predvsem temu, da se ljudje zavedo, da je ledvična bolezen bolj pogosta, kot smo si doslej mislili. In drugo, kar se mi zdi izredno pomembno, je pa to, kar je profesor Petek Šterova povedala, da smo na pragu velike presejalne aktivnosti, s katerimi bomo mi pravočasno odkrili te osebe, ki imajo ledvično bolezen že v začetni fazi in da to pomeni, vsaj iz mojega vidika, velik premik naprej k izboljšanju kvalitete življenja in prognoz vseh teh ljudi. In tukaj seveda bom kot predstavnik Društva za zdravje srca in ožilja svoj piskaček pristavil v tem smislu, da tukaj vidim tudi, kako lahko skupaj te, ki imamo že srčno-žilno bolezen, pa še nimamo ledvične ali nasprotno, kako lahko s sodelovanjem pravzaprav stvari premikamo naprej, seveda brez sodelovanja z primarnim nivojem nikjer ne gre, ker nenazadnje družinski zdravniki so odpiralci vrat na vsa stopnja naprej in zaradi tega je to treba izredno negovati, spodbujati in biti hvaležen družinskim zdravnikom za ves njihov del, za razliko od tega, kar danes malo bo politike zraven dal. No? Skratka, zdravniki nismo bav, nismo dvoživke, ampak smo tisti, ki skušamo čim širši populaciji prinesti dobrobit, zdravje in predvsem srečno in zadovoljno starost. To. Hvala, primarni Cevc. Profesor Šterova, ste prižgali mikrofon, imate zaključno misel?
Jaz bi bila zelo kratka, zdaj nekako to sodelovanje med nivoji zelo pozdravljam, predvsem je pa ključno, da smo v dobrem partnerskem odnosu z našimi pacienti. Zdaj, mi smo vedno odprti za vprašanja in razjasnitve, tako da tudi imamo vedno odprta vrata. Pri nas sicer ni naročanja, je urejanje delovnega časa. Zdaj, če je potreba, če je nekaj nujnega, smo na voljo takoj, drugače pa si vzamemo čas in tudi znanje naših kolegov z področja kronične ledvične bolezni se je v zadnjem času izboljšalo in se še izboljšuje, tako da mislim, da lahko na veliko vprašanj dobite zelo osebno usmerjen odgovor tudi pri vašem osebnem zdravniku, tako da se poslužite tudi te možnosti in pa seveda tudi naše diplomirane medicinske sestre v referenčnih ambulantah, ki bodo z vami izvajale presejanje, bodo prav tako lahko prvi vir informacij o morebitni bolezni in nadaljnjih postopkih. Hvala lepa. Ja, jaz bi pa tudi, če smem, Izvolite. Dragica, dodala, da smo pri Zveza društev ledvičnih bolnikov skupno akcijo Zveze organizacij pacientov, ZZZS, Evropodonov, Spominčico, Ministrstvom za zdravje, Združenjem zdravstvenih domov, potem nefrologi, pomembno pripomogli k sprejemu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dodatnih interventnih ukrepih na področju zdravstva po skrajšanem postopku. Razlog za nujne spremembe so bile določitve zakona o zdravstveni dejavnosti, ki naj bi začele veljati 21. maja in s katerim so bile dovoljene upravljanja nenujnih in sanitetnih prevozov samo zdravstvenim domovom in izvajalcem na podlagi koncesije občine. Ker niso bile niti zdravstveni domovi, niti občine primerno še pripravljene na to spremembo, smo uspeli s to skupno akcijo in predlogi dobiti rešitev strani v zakonodaji, da se trajanje tega ukrepa podaljša do 31. decembra letošnjega leta. Super, hvala. Zdaj prej je uporabnik, sicer piše drugače, pa naš prijatelj Fran Černelič, dvignil roko, če sem prav videl. Ne, zaploskal sem, ker je zelo dobra konferenca. Posebno je dobro, ker sodelujejo različni zdravniki. Meni je to všeč, torej to sodelovanje in tudi dopolnjevanje tematike izjemno, čestitam. Hvala lepa. Prišli smo do konca. Zdaj prav kmalu po konferenci bomo izdali sporočilo za javnosti, ki ga bodo dobili oziroma ga boste dobili vsi, ki ste dobili tudi vabilo. Sporočilo za javnosti vsebuje vse to, kar so naši govorci danes povedali. To sporočilo oziroma posnetek konference bo dosegljiv na spletnih medijih našega društva in verjetno tudi drugih soorganizatorjev. To se nisem pozanimal, ampak v vsakem primeru bo javno predstavljeno. Na koncu tega sporočila so tudi kontakti vseh 4 govorcev, kjer lahko dobite dodatna pojasnila. Mi smo dogovorjeni, da bodo vsi govorci prijazno odgovarjali na vaša morebitna dodatna vprašanja. Zdaj pa še čisto na koncu, ne vidim več nobenega prijavljenega diskusiji, tako da hvala lepa za sodelovanje, za po mojem mnenju zelo uspešno konferenco, na kateri smo ponovno opredelili tematiko oziroma pomen delovanja ledvic in seveda, kako je treba skrbeti za njih in kako lahko nam zdravniki pomagajo, kadar gre kaj narobe. Še enkrat hvala lepa, posebej hvala vsem govorcem. Srečno!
Hvala. Hvala, nasvidenje.